S projektom Protect Protus pravzaprav nagovarjamo zelo širok krog. Predvsem pa nagovarjamo tudi vse obiskovalce Postojnske jame, njih imamo skoraj 1 milijon, o pomenu očuvanja čistega površja, ker s tem čuvamo tudi habitat človeške ribice, razvoj in izleganje jajčec in pa človeških ribic je v bistvu zelo pester. V tem trenutku imamo 57 mladih človeških ribic. To je zelo veliko, predvsem zaradi tega, ker one, ko odraščajo, potrebujejo tudi primeren življenjski prostor. Njen je v bistvu 1 kubičen meter vode. To lahko pomeni tudi izredno veliko akvarijev, 20, 30, 50. To pa pomeni veliko dela, veliko čiste vode potrebujemo. Smo se pa dotaknili sodelovanja z Biotehnično fakulteto, zato ker prihaja do ene zelo dobre sinergije. Pri Postojnski jami je ta naravni laboratorij, kjer se nam vse to dogaja. Posebnost tega laboratorija v Postojnski jami je ta, da je v naravni jami, da je sicer se pravi, so umetni pogoji, hkrati pa imaš naravno okolje. Zelo pomembno pri vzreji podmladka človeške ribice je, da vemo, kaj počnemo, da dejansko zagotovimo optimalne pogoje, ki se navezujejo na to, kakšna je voda, kakšna je temperatura, kako bo s hrano. Človeška ribica ni samo nacionalni simbol in nekaj, s čimer se Slovenci identificiramo, imeli smo ga na denarju. Dejansko je vloga človeške ribice v njenem okolju zlasti ta ekološka vloga. Prisotnost človeške ribice pomeni, da vsi nivoji pod njo delujejo v redu, da ni prišlo do motenj teh prehranjevalnih verig in to je tisto, zaradi česar človeško ribico povezujemo z čuvajem čiste vode. Visok nivo onesnaženja bi take splete prehranjevalne zagotovo nekje prekinil in tukaj je pokazatelj stanja podzemnih voda in jo je zato treba gledati tudi skozi te oči.